letos izgleda, vem približno, ker smo mi ravno zdaj 2 meseca nazaj proslavljali 25 let občinga, 25 let ustanovitve zadruge, kjer sem sedel na tistem jeziku, ker ti sediš tukaj. In enostavno se mi zdi, da smo res v teh letih, ker smo kar nekaj skupaj prehodili te poti, dejansko delali to, kar je bilo zastavljeno. Od tega, da bo treba najprej zbuditi pozornost, kar ni bilo enostavno od začetka, hkrati tudi predvsem slediti, kaj se dogaja v okviru regulative Evropske unije, kjer je pač ta kvotni sistem padel, potem pa ključno nagovoriti in navdušiti dosti veliko število prvih kmetov, ki ste šli pogumno v setu, najti partnerja in zdaj, kot vidimo letos, da 3-krat pa še več povečujete to proizvodno. To so zdaj te korake, ki so zelo pomembni in jaz mislim, da glede na naravo, pa zahtevnost tega početja, pa tudi na neke časovne okvire, ki so jih te kvote dajale, optimalno peljete to pot. In zdaj, kot ste zastavili v tem programu, so stvari postavljene, predvsem izziv, kaj naprej početi. Tako da jaz mislim, da ste ključne stvari, ki ste jih tam omenili, absolutno mislim, da so prave, gre v pravo smer. Temu, jaz tudi iz teh izkušnjih zadruge, kjer tudi po 25 letih nismo ene svinjine izplačali, ampak imamo pa zaposleni 2 ženski, ki upravljata levi delež, kar tukaj nekateri, tako bi rekel, profesionalno kot volonterji upravljate. Tako da tukaj mislim, da boste sigurno morali tudi o tem razmisliti. Hkrati s tem pride potem pa tudi tisti del, ko so malo spremno številke pri prodaji pa pri nakupu surovine, niste glih kmetom pobrali, ampak se praktično vse napredali. Tako da tukaj je tisto, kar je potem tudi v nekem trenutku treba za eno stabilno delovanje pa razvoj zadruge zagotoviti in popolno podpiram tukaj, je bilo rečeno, da ohranite to, da boste z enega mesta imeli roko na celo organizacijo, nad opremo, nad vsem tem. Tukaj so določene priložnosti za tiste, ki bodo tudi sami, ki več denarja vložili noter, skupno se morate zavezati, kaj boste skupno naredili. Tu mislim, tista pot, ki se je zdrava kmečka pamet, ima da dosti, nič drugega ni treba tukaj spoštovati kot to, da to počneš. Zdaj, jaz sem vesel, da so ti sopotniki na tej poti, eden tukaj na moji levi, pa tam predstavniki z fakultete, več čas z vami, kar je ključno, da se je v prvem letu že to dokazali, pa da se bo še naprej, da znamo predelovati, znate pridelovati, da znate in količinsko in kvalitetno pridelek narediti in kaj je še vse tu potrebno od vode do vsega tega in da je na tej strani ta podpora, da bo od kmetov tega nekaj imel boš tako, kot smo v Belgiji gledali, samo takrat, če boš konkurenčni v sami osnovni pridelavi in vse posod naprej, ampak tukaj se začne in konča, če ta pot ni. Tako da jaz mislim, to je res nujno potrebno, kar se te stroke tiče. Zdaj, o teh izzivih, ki so bili bila nakazana prej skupna kmetijska politika, jaz smo reči, da smo lansko leto, konc leta, že najprej sprejeli eno spremembo kmetijske zakonodaje, kot eno tako mini reformo, ki velja že od 1.1. letošnjega leta, pa še naslednje, pa leto 2020, ker obdobje te perspektive, kjer so ravno eno od področja mladih kmetij, ki si jim je dal boljšo izpostavljenost pa podporo, je ravno podpora organizacijam proizvajalcev. In tudi v novi finančni perspektivi, ko zdaj spremljamo, drugi teden dobimo v Strasbourgu na mizo prve uredbe, to je šlager te zadeve. In to v bistvu iz enostavnega razloga, to, kar ste zdaj govorili, da se znate organizirati, da skupno dvigujete stroko, kajti to je tudi del OP-jev, skupaj z ostalimi inštitucijami znanja, predvsem, da imate organiziran pristop in pa organiziran pristop na trgu. Kakšni drugi panogi, kot je zelenjadarstvo, sadjarstvo, še to bolj pomembno. Tudi tu je pa pomembno, da imate organiziran dostop, sicer z enim kupcem, najbrž je pa poleg tega še tudi ta razmislek, kaj še več od tega v prihodnje zelo na mesto. Tako da jaz mislim, da tukaj noter je tudi tukaj bilo govora, zdaj, ko bo treba zdaj od tudi ostalim, ki niste samo s peso, večina se še s čem drugim povezan, od zdajle, drug teden, ko pride uredba ven, naslednjega pol leta, leto bo odločilno, kaj bomo imeli po letu 2020, s 1.1.2020. Zdaj bojo začeli predlogi padati na mizo od držav članic, parlamentov in komisija bo dala svoje izhodišče in to, kar je zdaj nakazano v teh vseh dokumentih, ki so že zdaj na mizi, je predvsem bistvena razlika od prejšnjih finančnih perspektiv za področje kmetijstva to,
da bi naj bilo državam dopuščeno dosti več fleksibilnosti. Bo en osnovni okvir narejen, kaj smeš, kaj ne smeš, ampak bo pa več možnosti, da boš bolj prilagodil kmetijsko politiko vse po meri in tudi tisto, kar vidiš za svojo vizijo, tudi postaviš noter. Tukaj jaz zelo na glas polemiziram, da nam v Sloveniji včasih manjka vizije in da bomo morali se iz tistega, ko se vsi malce umikamo, pa noben ne želi tudi kakšno neprijetno resnico na glas povedati, da si zdaj prišel čas, ko bo treba to zapisati, če želimo imeti nek organiziran razvoj. Zato jaz sem prepričan, da tukaj prostora, da se ali v prvem stebru ali v programu razvoja podeželja najde tudi priložnost za to panogo, ki se pojavlja in bo treba biti zelo aktiv v tem delu in to je naslednje leto ključno za to stvar. Tudi OPE-ji so ena od oblik, ki se lahko podprejo z javnim denarjem, s tem SKP-jevskim. In to, kar vi počnete, to je klasično početje, ki bi lahko podprto in začetku. Tudi države, ki še nimamo OPE-ev, smemo tudi to, da poleg tega, da moraš ti dati svoj delež, da da Evropa svoj delež tam, kjer je sadjarstvo, da lahko tudi iz denarja skupne kmetijske politike pomagaš ustanavljanju OPE-ev. Jaz mislim, da to se pokazali ključno tudi v tem delu ravno povezovanja, dviga kvalitete, skupnega nastopa na trgu. Tako da jaz mislim, tukaj je neka priložnost tudi v tej smeri in bo treba sokreirati to kmetijsko politiko. Drugo, kar je prav, da se zdaj govori, jaz smo reči, da sem zdaj v zadnjem času smo bili tudi skupaj, pa smo imeli tole Circular Change konferenco v Kostanevici na Krki, prvi dan, drugi dan v Mariboru, kjer je bilo prav znotraj krožnega gospodarstva, prvi dan namenjen prav biogospodarstvu, kamor sodi tudi takšna panoga in pa kultura, kot je sladkorna pesa. Včeraj sem bil v Ljubljani, kjer smo na enem takem skupnem sestanku, kjer so se zbrali od Nemcev pa skozi celo Podonavsko regijo, tisti, ki skrbijo okoli razvoja biogospodarstva. Dva programa, Interreg pa evropski program iz Alpske te makroregije pokrivata in recimo prav zanimivo ta Podonavski, kjer želijo narediti neko priložnost, bilanco biomase, kaj narediti v tem delu, da se znotraj tega biogospodarstva, kjer lahko hitro naletimo na tisto dilemo hrana, krma, kaj druga iz zelene biomase, da se ta bilanca spostavi in da se priložnosti poiščejo tudi v razvoju teh tehnologij. Tako da znotraj te pametne specializacije, to je ena stvar, ki ni v kmetijskem delu več, ampak je znotraj regionalnega sklada, absolutno se pričakuje v bodočnosti, da se bo na tem področju kaj narediti, da bi naravni materiali fosilne zamenjali, bo cela vrsta aktivnosti in tu jaz vidim zopet priložnost za vas, da se tudi s temi stvarmi vključite v to noter. Kar se tiče teh investicij, ki ste jih omenjali, in če gledam, se vrnem tam, o čemer smo začeli govoriti, pa v bistvu, kaj še ni dosežen, je ta lokacija v Ormožu. Jaz mislim, da bo, naj tako rečem, smrtni greh, če bomo spustili, da bo šla v kakšne druge roke, ne v ta kontekst neke dodelave bioproduktov v kmetijskih in tukaj moram reči, da doslej, ko smo uspeli ali pa poskušali tudi z vlado govoriti na gospodarskem ministrstvu, pri Počivalškem je bilo celo več razumevanja kot na kmetijskem, ni bilo nekega odločilnega koraka v smeri naprej, da se tudi kaj naredi, ker bi tudi, kot je pričakoval, jaz mislim delno pravično, da se tudi sami kaj organiziramo, mogoče tudi lokalna skupnost zraven, da se nekaj naredi. Tako da jaz mislim, da ob vseh teh programih, tako kot je bilo rečeno, o tej logističnih zadevah, jaz bi tako v malih možganih poskušal več čas to imeti, pa tudi dobiti kakšnega partnerja zraven, da bi dali roko gor na to lokacijo, da ne bo šlo v kakšne druge vode, ker mislim, da je z vidika kaj, v čemer se vse govori, kje panoge so, pa kje ta lokacija je, jaz mislim, da kliče potem, da najdemo nek program, pa če ga še danes ne vemo, bomo mogoče čez 2-3 leta vedeli, tako kot je sladkorna pesa v 5 letih prišla na njih. Čestitke za delo, za prizadevnost, pa tako kot si rekel, kako si prej lepo rekel, umno in pogumno naprej, ne? Tako da se dobro živim.